Welcome back, aliens, alien mama tukaj. Zdaj v bistvu sam naprej snemam takrat, ko sem delala drugi del, to je zdaj tretji del. In gremo čim prej v zgodbe, glede na to, da jih je veliko in da so dolge in da so super in gremo. Prvič, ko sem niti nisem imela namena, nekaj časa me je prepričeval, dokler nisem rekla, ok, narobe. Zdaj me mami kliče. In zdaj, ko me noben od staršev ne kliče več, lahko nadaljujem. Preveč me je bolelo, da bi lahko nadaljevala, zato sem rekla, da ne moram več. On je rekel, da mi sploh ni zbil jumfra, ker kao sploh ni dal do konca noter, pa sem mu verjela, ker sem glih končala menstruacijo, nisem vedela, ali kri od menstruacije ali ne. Kreten. Potem po dolgem času, ko sem pa ugotovila, da mi je zbil, to je ta slang, pač vzel nedolžnost. Sprav, ko je naslednjič poskusila, pa ni bilo krvi, tako da je bilo to. Zdaj mi je pa žal, da sem mu sploh rekla, ok, če bi bila zdaj v takšni situaciji, mu zalepam en šamar in ga steram stran punce, ne se pustiti kar tako, bežite preč od kretenov, ki ne razumejo, ne. Nikdar nisi premlad, da to ne bi bilo sporno in žalostno je, da to ni samoumevno. Hej, moja zgodba o prvem seksu je malo netipična pa zabavna, zato sem se odločila, da jo delim. Sem enkrat šla z mami v službo, ker se je zmenila, da jim bom pomagala pri inventuri, ko so jo imeli. In tej službi je bil tudi en študent na praksi. On je bil takrat star 24 in je bil precej good looking. Nisem pa vedela, da sem tudi jaz njemu padla v oči. Pa še toliko mlajša sem bila, da si res nisem predstavljala, da ga bom zanimala. A ja, pa sem ga že prej večkrat videla v njeni službi in sem ga vedno požirala z očmi. Tisti dan pa jaz grem tja čist brez pričakovanj, sem že pozabila, da je on še zmeri tam in sva dan večkrat imela take majhne momente pa small talk. Midve z mami so prišle z avtom, ker dela daleč od doma, pol je pa prišlo po naključju do tega, da je mami mogla z avtom nekam drugam že pred koncem, pa se je on ponudil, da me, ko končamo, zapelje domov. Zdaj se šele začne, pač midva se peljeva in me je vprašal, če bi šla kam drugam. In ona je rekla, ok. In pa smo se zapeljala proti enemu gozdu, catchy. Pa že med vožnjo mi je dal roko na nogo in jaz sem bila čist trda, ampak obenem mi je bilo pa všeč, ker me je ti privlačil. In pol se ustava, pa se malo pogovarjava noter v avtu in pol sem ga vprašala, zakaj sva kle in je rekel nekaj kakor, da je mislil, da bi kaj zabavnega počela in če se strinjam in sem rekla ja. In potem sva pač začela, on je vse vodil, tako da sem sam sledila, ampak nisem upala reči, da še nisem prej tega počela. No, pol ga da on noter in že začne pač za akcijo in krvi sicer ni bilo, ampak me je malo bolel, ampak vseeno nisem nič rekla. Pol po koncu pa je sam še rekel ne povedati mami. Razplet zgodbe potem se ni nič zgodil, ni mi pisal, pa tudi kmalu je nehal delati tam, kjer je prej delal, da sta se videvala. Tle bi rada neko čist moralno zgodbico bom potegnila. Velikrat, res ogromenkrat, puncem so toliko mlade, pa še ne vejo tega vzorca, se to punci zgodi, tudi fantom kdaj, ampak večinoma puncem, da moški, ki dobi to, kar hoče, ker je velikrat seks, zgine, mu pade dol tisti mojo, ki ga je prej imel do te ženske in zato se ne oglasi, zato ne piše. Če je on zainteresiran vate, sploh tako, ko je bil on pa 24, ti si pa pač toliko mlajša, je to napačna vrsta pozornosti. Ne vedno, jasno ne vedno, ampak v tem primeru pač on je zelo jasno želel samo seks. To so tudi stvari, ki jih toliko subjektivno dojemamo, to se je meni verjetno velikokrat zgodilo in dokler imaš ti neka čudna čustva zraven, tega sploh ne dojameš. Jaz sem rabila biti nekako čez 20 let, da sem dojela ta vzorc in da je legit in da obstaja in da je za bruhati. In če jaz hočem samo seks, je to najmanjši problem. Jaz sem polnoletna, lahko delam kar hočem, s komorkoli hočem. Če mi pa moški všeč, pa se vidi, da je njemu to poanta in zgine, oziroma temu se reče ghostanje, potem, ko dobi svoje, to je pa... Moj prvi se je zgodil v 9. razredu osnovne šole. Moj sošolec Jakob je želel, da sem njegova punca, a jaz tega nisem želela. Prosil me je, da greva seksat, ampak jaz sem po mojem mišljenju bila premlada. Avtomatično bejš od take osebe. Po koncu šole sem šla na stranišče in on je šel za mano in čakal, da pridem ven. Na to mi je rekel, da če mu ne ustrežem, bo vsem povedal moje skrivnosti. Jaz sem ga poslušala in potem sva to naredila. Naslednji dan pa sta z njegovim prijateljem me povabila k njemu. Njegov prijatelj je bil tudi moj prijatelj. To niso prijatelji.
Obljubil me je, da me v sobi čaka presenečenje. Ko sem prišla v sobo, me je tam čakal Jaka, ki me je prisilil na posteljo in že spet sem bila posiljena. Potem sem se počutila nemočna in privolila vse nadaljne sekse, ki jih je želel, ne glede na to, kaj sem želela jaz. Danes sem stara 17 in tega nisem povedala še nobenemu. Najina zveza se je končala po parih mesecih, ker nisem obiskovala isto srednjo šolo. Rekla je, da ve, da zveni fake, ampak je hodila to šerat, ker ve, da se večjim puncam dogaja. Hvala ti ful, ker si to šerala. Prosim, povejte te stvari. Vem, da se... Nimam to grozne izkušnje, ampak s tem povežeš nek sram in take gnilobe, kot so te fantje, pa to odnesejo. Evo, tata zadnja mi je ful pri srcu, ker je končno istospolna, ker čisto premalo govorimo o tem. Končno. Hvala ti, ki si poslal. Hej, hotel sem povedati mojo zgodbo o prvem seksu, sicer je kar drugačno od drugih, saj sem se dal dol s fantom. In hočem, da ljudje sprejmejo LGBTQ. V glavnem, z razredom smo šli v šolo v naravi. Že od 4. razreda sem imel crush na tega fanta, bila smo kot brata. Imel je zelo dobro postavo in je bil zelo prijazen. Zvečer smo se zbrali okrog ognja in prepevali. Tisti, ki so hoteli, so pač šli že spat. Ta sošolec je ravno šel spat in sem zato šel za njim. Sobe smo imeli take, da so bili 3 v eni. Ko smo vstopila v sobo, sem šel k njemu, ter sva se malo pogovarjala. Naenkrat mi je rekel, da mi hoče nekaj povedati, ampak ne sme mi komor povedati. Rekel mi je, da ko drugi fanti govorijo o puncah in o seksu, on pomisli na fante. Tako mi je priznal, da je gej. Naenkrat sem ga poljubil na ustnice. Čustva so mi tako divjala, srce mi je razbijalo tako zelo, ampak na srečo se je lepo izšlo. Ko sem ga poljubil, sem se odmaknil. Obrnil sem se stran, a me je prijel za ramo in me poljubil nazaj. Šla sva na posteljo in se poljubljala. Počasi se je slekel majico, takrat sem komaj videl, kako mišičast je bom smejko s kapalco. Tudi jaz sem si slekel majico in zaklenil vrata sobe, potem sva se slekla do golega. Rekel mi je, da bi probala. Rekel sem, da bi rad, naenkrat se je zgodilo, ni bilo slabo in na srečo ni nič bolelo. Tisto je bil moj najboljši dan, ampak se ni dogajalo dolgo. Po kakih 5 ali 7 minutah sva se morala nazaj obleči, ker drugače bi nekdo potrkal na vrata in ne bi vedela, kaj bi rekla, vendar bi izpadlo zelo cringe. Od takrat sva skupaj. Najraje na svetu ga imam, še večkrat sva ponovila, upam, da ne bo dosti hejta. Če jaz le vidim hejt na tole, bom... Don't you dare. Ne vem, zakaj sem rekla, da je ta zadnja, ker zdaj ta je zadnja. Živjo, Lenka. Rad bi delil moje izkušnjo o prvem seksu, kako sem, pa nosno, da mi fanti tudi pišete zgodbo. Še prej pa bi se zahvalil, saj mi je tvoj prvi video malce pomagal, da so te stvari lažje stekle. S punco so bile takrat že 2 leti in pol v zvezi, jaz 17, ona 16. Še snema. Jaz sem bil njen prvi, zato sem si razlagal, da je mogoče to razlog, da je odlašala seksom tako dolgo. Me pa ni motilo, saj sem bil prepričan, da se to dogaja z namenom in ko bo prišlo do tega, bo res lepo. Kera legenda! Tisto noč je prespala pri meni in si je zaželela, da bi pogledala kak film. Jaz nisem ravno filmski navdušenec, a sem bil za. Izbrala pa si je Frozen 2, pa bom ga smejko, tako, ta smejko. Jaz imam by the way ta tatu zdaj. Ani dober, ani cute, sorry, ker sploh motam. Za punco staro 16 let nisem vedel, kaj ne rečem, če ima veselje, zakaj pa ne. Kera bjena. In po filmu, preden sva se odpravila spat, se jaz rad malo pocartam, vendar že uvod pocartanja je imel drugačno energijo, zato sem izslekel majico. Mogoče malenkost prehitro, misija z modrcem pa ni uspela, zato mi je s tem pomagala. Čez nekaj časa sem se upogumil in poskusil sleči hlače. Ne vem zakaj, vendar sem pričakoval malce odpora zaradi živčnosti, ker ga ni bilo, sem postal kar precej živčen, zato sem se vrnil nazaj na poljubljene, na kar mi je rekla, da naj grem po kondom. Taka čudna živčnost me je prešla, da bi skoraj rekel ne. Kondom sem odprl s težavo, saj so se mi roke tresle kot staremu pijančku, ki ni dobil še jutranjega šnopca. Kera dobra zgodba. Ko je bil kondom gor, sem poskusil z oralo, ma ni bila, primorc po moje, ker skozi malo mes, ma ni bila za to in sva šla kar na stvar. Da je prišel noter, sva potrebovala pol ure zagotovo. 2-krat ali 3-krat sem zgrešil cilj, previsoko in enkrat napačna luknja, verjetno zaradi živčnosti. In ko je bil na vhodu, sva pa potrebovala kar nekaj časa, da se je kožica pretrgala, namreč zelo jo je bolelo. Čez nekaj časa sem dobil čuden občutek, saj sem pričakoval, da mi bo hitro prišlo in me je kar malo skrbelo.
ampak ob pogledu na njo sem na to pozabil, saj je izgledalo, kot da zelo uživa in to mi je bilo najpomembnejše. Na svoj užitek se nisem tako osredotočil, verjetno bi se moral bolj, ko sem imel občutek. Ko sem imel občutek, da mi bo prišlo, sva rekla, da greva ven in da si ga na roke, saj sem se bal, da bo šlo s kondomom kaj narobe. Pa imaš pa take primere, ki so toliko previdni. Ni mi prišlo in mi je bilo kar nerodno, zato sem jo vprašal, če bi lahko še malo seksala, ker očitno nisem prav predvidel. Bila je takoj za, tako da sva seksala še nekaj časa, dokler nisem ponovno dobil tega občutka. In na koncu mi je vendarle prišlo, ampak snov ni bila bela, ampak rumena. Tako me je bilo sram, da če bi lahko tekel stran, bi padali rekordi. Ta tip brez zna zgodbe pisati. Obžalujem, ker se po opravljanjem nisva še malo pocartala. Pa saj ima ta še čas. Je pa bila izkušnja odlična, verjetno še toliko bolj, ker sem šel v to brez pričakovanj, seveda, če izvzamemo konec. Ko mi je podala potrditev, da je uživala, sem bil še srečnejši. Glede na to, da sva tako dolgo čakala na to in bila tako dolgo skupaj, sem močno upal, da bo to ljubezen mojega življenja, ampak nikoli ne more biti prelepo. To je bil tudi najin zadnji odnos, a kaj moramo, življenje gre naprej. Lahko ji le zaželim srečo naprej, res je super, ok, to pa že zame pol. Hvala tebi za zgodbo, fenomenalna zgodba, eni res znate dobro pisati. Hvala vsem za zgodbe, jaz bom hitro zaključila ta video, ker imam občutek, da je že itak čist predolg, pa to, kad so me vmes klicali, da ne vem več, kaj se dogaja. Zaenkrat pa Alien Mama out, aj čau.